Pozdravljeni v oddaji Bled na dlani. Za vse, ki radi hodite po mirnejših poteh, je kot nalašč Bohinjska Bela. Lepa narava, prijazni ljudje, bogata kulturna dediščina in od nedavnega tudi obnovljene pohodne poti, ki jih je uredilo turistično društvo Bohinjska Bela. Kaj vse za obiskovalce in turiste ponuja prilepa prijazna vasica, pa več v naslednjem prispevku. Tudi za Osojnico se nahajajo prelepi kotički. Bohinjska Bela je ob vznožju skalnatih pobočij odlična destinacija za vse, ki se radi naužijete narave. Obiskali smo turistično društvo na Bohinjski Beli, kjer nam je Franska Gregorc, predsednica društva, predstavila njihovo delovanje ter izpostavila privlačnosti domačega kraja. Koliko časa že obstaja turistično društvo Bohinjska Bela? Turistično društvo Bohinjska Bela obstaja zdaj 24 let. Pobuda za ustanovitev je prišla z turističnega društva Bled. Mi smo bili te pobude zelo veseli in smo se v kraju takoj odločili oziroma organizirali in ustanovili turistično društvo. Prvi, ki smo pristopili k turističnemu društvu, smo bili oddajalci sob in seveda tudi drugi krajani, ki jim ni vseeno, kako vas izgleda in kako se bo turizem v našem kraju razvijal. Naše prve dejavnosti so bile, da bi pravzaprav upozorili Bled, kraj Bled takrat je bila še občina Radovljica, mislim, da, in turizem na Bledu, da mi kot Bohinjska Bela sploh obstajamo. Namreč v vseh publikacijah, prospektih je bil omenjen Bled, z Osojnico je bil pa samo še smer Bohinj. Tako da smo prva naša prizadevanja usmerjali v tem, da smo se pravzaprav znajdeli na zemljevidih Bleda, da so nas napisali, da je za Osojnico tudi lepa vas Bohinjske Bele. Druge naše aktivnosti so bile, da bi naše naravne lepote, ki jih nimamo malo, uredili in v urejeni obliki ponudili turistom. Zato, da to lahko naredimo, seveda je potrebno najprej povedati turistom, kje so, in te lepote morajo biti tudi urejene. Zato smo našo dejavnost usmerjali v več področjih, mogoče bi izpostavila najprej informacijsko. Organizirali smo informacijsko službo, postavili smo že takoj na začetku kozolce s panoramskimi in drugimi tablami, ki so turiste opozarjali, kaj se vidi na Beli in kje se to nahaja. Nato smo sledili z zemljevidi in pa seveda z urejanjem naravnih lepot. Predvsem je Bohinjska Bela zelo močna na področju sprehajalnih poti in planinskih poti. Našim turistom, ki prihajajo v vas Bohinjsko Belo, smo želeli predstaviti tiste naše ključne točke. To je prekrasna Sava Bohinjka, ki je pravi raj za vodne športe, v prvi vrsti bi izpostavila ribolov. Nato točka, kjer se nahajamo zdaj, to je pod Iglico, pod temi previsnimi stenami, ki je pravi raj za plezalce, saj so stene obrnjene v različne smeri, različne težavnostne stopnje in lahko najde vsak svojo primerno smer. V tem skalovju se nahaja tudi majhen slap Iglica. Žal je to na potoku Suha, ki včasih v poletju tudi malo upade in tako so nekateri obiskovalci malo razočarani, ko pridejo in je ta slap zelo majhen. V Pečevju Iglica so pa tudi stopnice. To so zelo stare stopnice, ki so bile, nihče od starih vaščanov se ne spomni, kdaj so bile narejene. Očitno so že prvotni prebivalci si tu najdeli bližnjico do tega zaselka Zgornje vasi. V lanskem letu smo jih na turističnem društvu obnovili. Naš domačin Marko Antloga je res opravil odlično delo, tako da so zdaj varne ne samo za planince, ampak praktično za vse turiste, od otrok do starejših. Poleg tega smo dali velik poudarek na sprehajalne poti. Želeli smo, da bi ljudje organizirano hodili po kraju in tudi videli, kam gredo, se ne izgubljali in tudi jim označili določene sprehajalne točke in določene razgledne točke. Poti so razdeljene v dve skupine poti. Ene so te nežinske sprehajalne poti in druge so planinske poti na ta dva naša hriba, ki obdajata vas. Na desni strani na smeri Pokljuke je Galetovec. To je lepa razgledna točka, do katere vodi krožna pot, ki se začne v spodnji vasi do Galetovca in se gost povrne do Podklanca in zopet na izhodiščno točko.
In druga je Babji zob, ki leži na Jelovici. To je slikovita skala z zobom, ki jo že lahko oddaleč vidite. Tudi tu je krožna pot, ki poteka najprej do vasi Kopljenik, od koder je krasen razgled tudi na Bled in na okolico. Potem pa na vrh Babjega zoba lahko se vrnete po isti poti ali pa naredite tudi krožno pot. Poleg tega smo v zadnjih letih odprli še nekaj planinskih poti v smeri proti Taležu, tem Rivanskem Taležu, in v smeri proti Arčitnem in Kavcam. Vse te poti so nekako označene tudi na zemljevidu, ki smo ga naredili, in so zarisane kot krožne poti, tako da se lahko vrnejo na prvotno točko. To so mogoče bolj namenjene planincem in tistim, ki so bolj vešči hoje. Za turiste pa so zelo lepe krožne poti sprehajalne, ki potekajo po vasi, skozi vas, preko mimo Iglice do široke Pučin Podklanca, potem je lepa krožna pot ob Savi, preko Kopljenika. In te krožne poti se pravzaprav razlikujejo po dolžini in po težini. Vse te nižinske poti so sorazmerno enostavne, nenevarne in so primerne praktično za vse obiskovalce, od majhnih otrok do tistih starejših, katerih je verjetno v našem kraju kot turistov največ. Glede na to, da tudi Bled dobiva vse več turistov, kako pa se to odraža na turizmu tukaj v Bohinjski Beli? Lahko bi rekla, da tudi na Bohinjski Beli se povpraševanje in ponudba hitro povečuje. Pred 24 leti nas je bilo 5 oddajalcev, danes nas je 35. Število ležišč danes tam od 250 do 300, takrat nas je bilo 15-20, tako da je porast tudi v našem kraju velik. Čeprav tega masovnega turizma na Beli ni in se ga tudi ne želimo, ker tako majhen kraj in lep kraj, kot je Bohinjska Bela, pač masovnega turizma ne prenese. Res je, da turisti Bohinjsko Belo najdejo pod Bledom, ker smo nekako bolj skriti, in tudi naša sezona se nekako izenačuje z sezono na Bledu. Nekateri oddajalci, predvsem novejši, se kar pritožujejo, da dobivajo goste šele takrat, ko je Bled poln in se potem tudi na Belo poveča povpraševanje. Tako da se sezona začne z veliko nočjo in konča tam konec septembra. Nekateri večji oddajalci mogoče imajo tudi nekaj več gostov. Ampak to so tisti turisti, ki prebivajo na Beli. Drugače pa na Belo zahaja ogromno pohodnikov, ki se usmerijo na te krožne poti iz Bleda, kar smo pa izredno veseli, da nas pridejo pogledati tudi drugi. Ne samo planinci, ne samo plezalci, ribiči, ampak tudi ti sprehajalci, ki izkoriščajo to našo lego in te naše urejene sprehajalne in planinske poti, ki jih imamo v samem kraju. Koliko dni povprečno pa ostanejo turisti v Bohinjski Beli? Ja, zdaj natančnih podatkov o tem nimamo, kakšna je dolžina bivanja. Jaz mislim, da je zelo različno od ponudnika do ponudnika, ker so ponudniki različni in tudi zelo različno v katerem obdobju. V času glavne sezono nekoliko dlje, v izvensezonskih mesecih pa kratek čas. Lahko bi rekla, da je pravzaprav to isti problem v našem kraju kot v Sloveniji ali pa kot na Bledu, da se povprečna doba bivanja krajša. Tam 2, mogoče 3 dni dvomim, da bi bilo toliko v povprečju. Čeprav tega podatka nimamo. No, vi tudi sodelujete v veliki meri z lokalnimi društvi. S kom največ sodelujete in na katerih področjih? Ja, vas Bohinjska Bela je izredno povezana. Tu deluje veliko društev in lahko rečem, da vsa društva med seboj odlično sodelujemo. Poleg društev pa zelo dobro sodelujemo tudi s krajevno skupnostjo, z vrtcem in z osnovno šolo. To se kaže pri različnih področjih, predvsem pa na prireditvah. Namreč turistično društvo, mi organiziramo 2 zelo odmevni prireditvi. Prva je Turni smuk in pohod Galetovc, ki je v februarju, zimski. In pri tem pohodu sodelujemo od agrarne skupnosti, krajevne skupnosti, gasilcev, še prej, ki je bil športno društvo,
in smo pri organizaciji zelo povezani. Potem je pa Marjetin sejem, ki ga organizira turistično društvo vsako leto na nedeljo po 20. juliju. V letošnjem letu bo to 21. julija in pri njem sodelujejo praktično vsa društva. Na programu, zanimivem tem kulturno-zabavnem, so zelo aktivni otroci vrtca, otroci osnovne šole, potem kulturno društvo, ki se predstavi s skeči, glasbenimi nastopi pod vodstvom Franca Podjeda in njegove pevske skupine. Potem k sodelovanju povabimo še seveda druge. Mogoče bi omenila predvsem Društvo žena in deklet na vasi, ki nam pripravi dobrote. Pri razstavi tudi sodelujejo Društvo žena in deklet na vasi, ki pripravljajo različna ročna dela. Do zdaj smo par let imeli razstavo na Štengerjevem skednju, kjer so se predstavili domači obrtniki. Na tej prireditvi imamo tudi fotografsko razstavo, na kateri sodelujejo spet na osnovi prošnje, natečaja, vabila različni fotografi, tisti, ki so profesionalni in neprofesionalni, ljubiteljski, in vse to potem pokažemo obiskovalcem. Obiskovalci na tem sejmu so pa poleg vaščanov, ki zelo radi pridejo, se družijo, se spoznavajo med sabo, vidijo, kaj se na Beli dogaja, tudi naši prebivalci, Belani, ki so se odselili drugam, se radi vračajo na ta praznik sem, pa seveda tudi turisti. Žal, turistov iz Bleda ni veliko, medtem ko pa turisti, ki pa prebivajo v našem kraju, pa lahko rečemo, da pa vsi pridejo pogledati to prireditev in jo tudi izredno pohvalijo. Ker je to prireditev, na katere mi ponujamo samo izdelke domače obrti, samo domačo hrano in pijačo, in vsako leto s pomočjo naših dveh kuharic, to sta že ustaljene Nikica in Katica, pripravimo eno presenečenje, vsako leto je drugačna domača jed. Naprej napovemo obiskovalcem in jih presenetimo z jedilnikom. Nikoli pa to niso kakšni čevapčiči ali pa nekaj, kar ni pristno domače. Katere projekte pa imate še v načrtu za prihodnost oziroma kateri projekti so že v teku? Predvsem bi omenila dva projekta, katere bomo, upam, uresničili v letošnjem letu. Oba projekta smo že začeli v lanskem letu, letos za sezone pa upam, da jih bomo spravili tudi v življenje. Prvi projekt je nov prospekt in sicer smo mi že izdali kar precej publikacij, od ponudnikov sob do ponudbe naravnih znamenitosti, zgibank, do trganke sprehajalnih poti. V letošnjem letu pa pripravljamo prospekt, v katerem bi predstavili naravne in kulturne znamenitosti kraja in seveda tudi sprehajalne poti. Mogoče so prav kulturne znamenitosti tiste, ki so v kraju bile do zdaj nekoliko zapostavljene, pa vendar ta naša stara vaška jedra, kulturni spomeniki so vredni ogleda. Pričakujemo, da bomo ta prospekt izdali oziroma to publikacijo izdali do glavne sezone. Drugo področje je pa odpiranje nove sprehajalne poti oziroma otroške tematske poti, Godrnjavčkova pot, nekako bi jo poimenovali. Začela bi se v vaškem jedru in bi sledila poti, ki jo ima tudi vrtec, do njihovega labirinta in njihove kožarice, ki smo jo že lansko leto postavili na turističnem društvu. Tam bi se otroci ustavljali, lahko bi se povzpeli tudi na razgledno točko Mlina Peč, nato bi nadaljevali krožno pot preko Zavc in se vrnili po poti Podroj do vaškega jedra. Ta pot bi bila opremljena z točkami, na katerih bi otroci si nekaj ogledali, opravljali določene aktivnosti, od tega, da bi videli medvedov brlog, da bi srečali čebele, da bi se morda povzpeli na lovsko opazovalnico in še druge take zanimivosti. Tudi to pot pričakujem, da jo bomo dokončali do glavne sezone in v naši informacijski točki v bifeju Galetovec bi vsak, ki bi želel po tej poti hoditi, dobil brošuro, kjer bi potem otroci lahko določene stvari označili in na ta način popestrili svoj pohod po tej Godrnjavčkovi poti. Kaj se vam pa zdi je tista stvar, ki Bohinjsko Belo naredi posebno? Težko je izpostaviti eno stvar.
Mislim, da je Bohinjska Bela izredno lepa, dokaj mirna vas v dolini Save Bohinjke, ki je res čudovita reka, pod Skalovjem Iglica, s tema dvema krasnima razglednima točkama, Babjim Zobom in Galetovcem, lepi kulturni spomeniki, vas Kopljenik, pa verjetno lahko izpostavimo tudi prijazne domačine. Nam ni potreben projekt I'm Local. Mi smo tu vsi, živimo nekako s turizmom in do turistov prijazni in vsakdo, kogar vprašajo, jim bo pripravljen pomagati oziroma odgovoriti na kakšno vprašanje. Če Bohinjske Bele še niste uspeli spoznati, vam za vaš naslednji nedeljski izlet priporočamo, da jo obiščete in tudi sami odkrijete njene čare. Turistično društvo Bohinjska Bela in lokalni prebivalci vas bodo nedvomno lepo sprejeli. Naša tokratna sogovornica v oddaji Bled na dlani je tesno povezana tako z naravo kot z ustvarjanjem. Mateja Reš je v blejsko zgodbo okusov med drugim prispevala tudi blejski čaj. Živeti preprosto in naravno je v današnjem svetu svojevrstna umetnost. Dajati naravi najboljše, zato da ta najboljše lahko povrne, je nekaj, kar je koristno tako za okolje kot tudi za posamezne lokalne skupnosti. Med nami se še najdejo posamezniki, ki s svojim sonaravnim bivanjem in delovanjem želijo biti v vzor ter predajati znanje med ljudi. Med njimi je tudi Mateja Reš, prijazna in modra zeliščarka, kuharica, čebelarka, pisateljica in kmetica, ki nam je odprla vrata v vrt okusov na svojem domu v Zgornjih Gorjah. S čim pravzaprav se vi ukvarjate? Toliko poklicev imam. V osnovi tega se že dolg časa ne grem, ampak lesarstvo sem študirala. Ampak tudi to mi je nekaj dalo. Dalo mi je en odnos do lesa, odnos do tega, da vem, kako je stvari tudi v proizvodnji zahteven proizvesti. Tako da sem hvaležna prav za vse, kar mi je prišlo na pot. Ja, trenutno sem kmetica, oziroma po novem sem kmetica, sem zelo ponosna, da sem končno nekaj, kar lahko vsakmu rečem, kdo sem. Spoznavam pa tudi tiste plati, ki so mogoče malo manj ugodne, ki se še ne spoznam s papirji, ampak jih rešujem. Hvaležna sem naravi, da mi pomaga letos ustvarjati tisto, kar recimo v jeseni sem uspela, da sem lahko na njivi posadila ribeze, aronije, kosmulje, v glavnem je to moj projekt. Mu pa dodajam tudi zelišča in nekaj take zelenjave, ki mogoče ni čisto vsakdanja. Tudi sodelujem z eno gostilno in sva se dogovorila z lastnikom, da mu pridelam nekaj zelenjave, ki jo on potrebuje. Tudi buče, ki so ena ljubezen moja in predvsem moje sestre Rut, ker sva pred 17 leti napisali knjigo in to so bili tudi moji kulinarični začetki. Tudi s tem se še vedno ukvarjam, zelo sem zadovoljna in hvaležna, da imam lahko kulinarične delavnice po Gorenjskem predvsem, v okviru Ljudske univerze, Radovljica, Tržič, Jesenice, tudi v Bohinj me zanese, pa tudi v Martuljk. In delim svoje znanje, svoje izkušnje. Že 13 let pišem za družino, za katoliški tednik, vsak teden en recept oziroma 2 recepta na eno temo. Pišem tudi za otroško revijo Mavrica, v bistvu tja zdaj zapisujem svoje izkušnje, kar kmetica kot dopolnilna dejavnost tudi smem. Tako da sem kar na ta pravi poti. Dolg časa sem jo iskala, sem tudi žena, mati 3 otrok, že hvala Bogu, v bistvu najstnikov, eden je že starejši. Tako da me kar zaposluje delo v hiši, izven nje, zdaj imam, kot rečeno, še njivo, imamo tudi eno planino v hribih, tako da iz vseh koncev vlečem in tudi od ljudi, ki jih spoznavam na teh delavnicah. Ravno danes smo pekli rožičevo potico v domu starostnikov, kar me pa sploh napolnjuje z dobro voljo, pa tudi njih. Vidim, kako so zadovoljni,
vsakič je kakšen več na teh mojih, vsakih 14 dni v petkih ob 9 se srečujemo, tudi za ostale udeležence, zunanje, odprto, tako da vabim ljudi, da pridajo, tudi kaj podelijo z nami. Tudi vprašam, kaj bi pa čez 14 dni kuhali, pa kakšno željo izraz in to naredimo. Tako. Kje pa se je začela vaša ljubezen do dela z naravo, v naravi? Ja, kot otrok, malo kater otrok rad uboga mamo in očeta in dela brez, da bi se upiral, ne? Jaz sem bila ena velika upornica. Bile smo 3 sestre. Oče je podedoval zemljo in se je odločil, da bo naredil kmetijo. In res, sezidali smo hlev, hišo. To je bilo kar veliko, cele počitnice smo premetavali, tiste peske sem in tja. So bili še taki časi, da smo sami. Mami je bila ogromen na njivi in je bilo treba pomagati, hočeš, nočeš. In jaz si nikoli nisem mislila, da bom jaz pristala na zemlji. In ko smo se 7 let nazaj sem preselili, saj sem vse delala, nikoli ni bilo nič težav, ne. Tudi marsikaj sem mislila, da znam. Tudi oddajo Triglavski zeleni vrtiček sem podedovala od sestre na Jeseniškem radiju. In sem kar znala saj vprašati, če ne že vedela, kako je kaj, ker vse sem doma skozi sodelovala v Radoveljci, ko smo živeli skupaj starši. No, ko sem pa prišla sem na svoje, osnovala ta vrt, sestra Rut mi je zasadila en velik del vrta, sem pa videla, da jaz pa nujno rabim mamine nasvete in to je bilo kar veliko debat in pomoči. Tako da, lejte, najboljša šola je tista learn by doing, rečejo po angleško, sproti se učiš, sproti sprašuješ, upam si vprašati, upam in zelo rada podelim tisto, kar zvem. Tako da, zdaj sem pa zmeraj bolj zadovoljna v zemlji. Ekološko kmetujem sem v preusmeritvi, ker je tako, da prva 3 leta ne moreš kar reči, jaz sem ekolog, ker zelo živim z naravo. Kakšne delavnice pa vodite? Ja, kuharske. Posvečeno je vsemu, kako lahko tisto, kar sam pridelaš, ali pa saj tukaj blizu kupaš, spremeniš v nekaj okusenega, zdravega, dobrega, pa tudi kaj trajenega. Kot dopolnilno dejavnost na kmetiji se ukvarjam tudi s kakšno pripravo, kakšno marmelado skuham, zeliščno sol, čaj. Zelo sem zadovoljna pa hvaležna, ker so me povabili, Turizem Bled me je lansko leto v jeseni povabil k projektu Bled Local Selection in rabili so nekoga, ki ima kakšne zaloge suhih zelišč oziroma čaja, ne? In so me povabili in sem kar zagrabila in kar odvija se. Sem zelo vesela, ker jaz si želim ne samo delati čaj, ampak ljudem ali pa karkoli drugega, ampak ljudem pokazati, da ni zahtevno, da majčkeno moraš imeti to rad, pa časa si moraš nekaj vzeti, pa kakšno pripravo že rabiš, ampak čim bolj poenostavno. Moje geslo je res preprosto naravno in preprosto v pravem pomenu besede, pa predvsem hitro. No, znanje pa delite tudi skozi knjige. Koliko knjig ste že napisali? Prvo knjigo sva s sestro skupaj napisali, to je bila Čarobni svet buč, pa lahko kar pokažem. To je ena knjiga, kjer je sestra najprej napisala nekaj o vzgoji buč, potem sem pa jaz iz skladovnice knjig zbrala nekaj receptov, izbrala in jih malo predelala in to je prva knjiga bila. Ker buče sploh niso bile takrat pri nas poznane. No, pa teh receptov je bilo toliko, da so mi potem na založbi Družina, kjer je Rut pisala za njih tudi eno kolumno, rekli, jih bomo pa mi še v eni drobni knjižci izdala. Tako, no potem po nekaj letih je založba Družina sklenila, da bo izdala še eno knjigo z mojimi recepti. To je Letni časi v kuhinji, ki jo žal ne najdem, ne vem, kam sem jo založila.
No, 2 leti, ne vem, kdaj je bila izdana ta, je zdaj že to 2 leti, 2 leti že, ja, kar je bila tale knjiga izdana, ravno v tem času, vidite, da so tukaj narcise spredi, so to knjigo v bistvu natisnili in to je ena taka vsesplošna kuharica. Izmed 800 receptov je bilo treba zbrati 250 receptov in to je bil pa za mene življenjski projekt. Ravno prejšnji dan me je klicala kmetijska svetovalka z Lesec, Ana Beden, da so moji 3 izdelki, ki sem jih dala na ocenjevanje dobrot kmetij v Sloveniji, nagrajeni z srebrno medaljo. Ne vem sicer, kaj to pomeni. Izmed 20 točk sem prejela tam 18 pa pol točk, tako da delam stvari, ki niso kaj sladke, Sladkor je pa tisto, ki naredi nekaj dobro, Skušam uporabiti tisto, kar je v sezoni, recimo tale marmelada je narejena v osnovi buča, muškatna buča, muscat de Provence, potem pa zaradi tega, ker ta buča je zelo lepe barve, in sem to hotela ohraniti, sem dala še pomarančo pa limono, pa malo ingverja, in je to tako ena taka malce pikantna, ne pa hudo. Ni pa recimo, to skozi malo, jaz ne morem 2krat stvari narediti enak, tako da bo težko to marmelado po istem skuhati, ta sploh ni marmelada, ampak je v resnici bolj preliv. No, tukaj pa aronija. Aronija je tudi ena moja ljubezen. Sem jo tudi zdaj precej posadila, 150 sadik, poleg, 10, ki jih imam že na tem vrtu. In v sezoni, ko je bila aronija zrela, so lani zelo dobro obrodile slive, oziroma slive, češplje so kasneje, in breskve. In sem iz tega skuhala marmelado, ker sama aronija je preveč gosta, preveč trpka in je to nastalo. No, tale čaj sem pa poimenovala, to je sadni čaj, ker sadni trojček. Jaz se trudim, ne da se trudim, ampak kar to se rojeva, kar nekako, ne veš, kaj bi naredil, pa čez 5 minut najdeš rešitev, ponavadi, ko greš zunaj nekaj delati, se ji izkaže in sem v čaj dala jabolka, posušena na kocke, narezana, rdeče jabolko, ki ima rdeče meso, Red Love, to je moja sestra Ruth prinesla v Slovenijo skupaj z enim podjetjem in to jabolko v bistvu da tako rdečkasto barvo, zato je tudi noter. Potem so tukaj ostanki, se pravi trupine od izdelave soka črnega ribeza in kutina. Kutine so se mi tam ponujale, kaj ne z njimi. Najlažje posušiti, če imaš sušilnika, In iz tega v bistvu sem naredila saden čaj. Ni aromatiziran, ker raven to mene moti, te umetne arome. Nastane zelo na hiter, zelo preprost, ampak zelo okusen izdelek lahko. Z malo volje pa nekaj časa. Kam pa želite v bistvu peljati vaš vrt? V kateri smeri oziroma želite voditi svoje življenje še naprej v prihodnosti? Ja, dobro vprašanje. Želim v bistvu kombinirati to izobraževanje in tudi pridelavo, ker če nimam jaz nekaj v roke vzeti, niti ne morem pokazati. Tako da tudi ta vrt, kjer zdaj smo, je pravzaprav za nas, za našo družino prevelika resnica, Ampak takrat, ko sem ga ustvarjala, se pravi, to je 7 let nazaj, smo glavnino zasadili, sem res želela imeti čim več različnih sadnih vrst, In tudi že 2 leti, oziroma če ne že 3 leta, tukaj spomladi potekajo delavnice rezi, prikaz rezija, sadnega drevja. Že to je nekaj, s tem se začne. Potem jaz tudi objavljam na socialnih omrežjih, mogoče kdaj kaj delam. Tudi skozi to, danes je to močen kanal za deljenje idej. Pa tudi učenje, tudi jaz recimo, ko delam na YouTubu, kaj poslušam zraven. Tudi nas je presenetila z obsegom vrta, za katerega skrbi.
V času, ko se večina ljudi osredotoča na karierni in tehnološki napredek ter lastno podobo na socialnih omrežjih, je še toliko bolj pomembno najti protiutežki človeka pri zemlji. Si želim tudi v bistvu biti glasnik kmetijstva, tudi kako, ne samo kako kaj narediti, ampak tudi kako in s papirologijo, koliko je dela, koliko je treba tudi tle vedeti, koliko moraš biti podjeten. Ne samo, da si ti delovan, pa da si lahko ure in ure v nečem, ampak da se moraš res znajti, se moraš. No? Tako da si želim tudi sodelovanja s šolo, z vrtcem, z lokalno skupnostjo, da bi ustvarjali res v takih čudovitih koncih smo, da se še sami ne zavedamo, dokler nekam ne gremo, pa pridemo nazaj. No, to je moj namen in upam, da bom še dosti dolg časa zdrava, da bom lahko vse uresničila. Poudarja, da ni pomembno to, da je vrt urejen in organiziran do potankosti. Sama se z malenkostmi ne ukvarja. Rajši kot to sprejema ravnovesje med svojim početjem ter nagibi narave. To takoj ne zrase, a ne? Tole, kar zdaj tle okrog vidite, je 7 let. Nekaj je že šel mes žled po lomu, nekaj je že voluhar pojedel. Imela sem tudi 3 kakije, to ni šlo in sem se namenila, da bom rajši jaz malo menjave naredila, zato imam tle recimo te suhe kakije. Tako da to je učenje, to je življenje tako, ker sem si ga zamislila in hvala Bogu me partner podpira. Otroci se še nekako ogledujejo, a to je za njih ali ne, ampak nikogar ne silam, vesela sem, da me pustijo, da to počnem, da imam tudi suport moževih staršev, mojih staršev, pa tudi ljudi, ki so navdušeni, ki pridajo ali pa kaj povem novega, ali tako, no, to se mi zdi fajn. Vsekakor je veliko govora, vse več ljudi je v bistvu ima zdravstvene težave in zato posegajo in ugotavljajo, da morajo nekaj pri sebi spremeniti. Samo če bojo ljudje sami poskusili nekaj ustvariti, nekaj skuhati ali pa posaditi, bojo razumeli, koliko je treba vedeti, koliko je treba časa, koliko je treba ljubezni in bojo znali ceniti. Ta moja pot skozi kaže na to, da je pa najbolj biti sonaraven, se pravi, čim manj stvari vnašati v ta moje okolje, ampak iz tega, kar je tukaj, to okolje ustvariti tako, da bo funkcioniralo kot celota. Ne? Zato imam jaz tudi tam recimo kokoši, ki mi gnojijo sadovnjak, travo, naj bi tudi kakšne črve pojedle take neugodne ali pa mogoče kakšno mravljo celo, da nimam toliko uši. Potem bom zdajle 3 ovčke take majhne nabavila, da bom imela tam na polu, na njiv, okrog njive, no, pravzaprav, da mi ne bo treba kositi, ampak bojo one pojedle, obenem bojo gnojile, imela jih bom tudi za volno, ki jo uporabljam tudi kot gnojenje, malo za preprečevanje voluharjev ne bi bila. V bistvu želim en tak model ustvariti. Bom pa videla, a bo to uspelo, a bo preveč zahtevno. V bistvu se nočem v celoti prodati za delo, da bo to delo cel dan. V bistvu želim tudi nekako sprovesti en eksperiment, a lahko ena oseba obdela v bistvu to, kar sem si zamislila. Kaj pa vi? Skrbite za naravo in zase na zdrav način. Nenazadnje je prav to naravno tisto, kar nam daje energijo za življenje. Kot je rekel Albert Einstein, poglej globoko v naravo in boš vse razumel bolje. Pri obiskovalcih in obiskovalkah Bleda smo tokrat preverili, kakšni so njihovi prvi vtisi v kraju. How do you feel here at Bled? Really good, really warm actually coming here. It's like full on summer for me and yeah, really nice, comfortable. People are really nice and of course I'm also visiting a friend here in Slovenia, so very comfortable and happy. And what have you seen so far here in Bled surroundings? Well, we just arrived a while ago here, so we have just been trying the Cremeschnitte cake. And from here we are considering
rowing here on the lake probably, and then we are going on the mountain with a gondola to see some sights afterwards. We just got here this morning. It's beautiful, as you can see in the background. The mountains are wonderful. We're just really enjoying it here. And what are the things that you think we could improve here at Bled? Oh, more parking. That's the biggest problem, is parking. But that's the same problem everywhere. But I don't think there's really much to be improved. It's so well organized, and it's just great to see people out walking around and enjoying the day. We love it. It's so beautiful. There's so much to do, and especially right now with all that new fresh spring green, everything is just like stunning. And is it your first time here at Bled? I think this is our third time to Bled. We came in the fall and we came in the winter when it was totally snowing and just glittery with snow, and then today. And what do you think are the things that Bled could improve to be better for people living here and for the tourists coming here? Okay, right now I'm thinking you just need a lot more ice cream and more bathrooms and garbage cans. Yeah, I think in the sun, this is the first time we've been when it was busy, and I think more infrastructure, parking and restrooms. And there's a lot of traffic when you're first coming into town. I'm not sure you can do anything about that, but in the summertime, I think it's probably very congested. And is it your last time here? No, we are coming many more times. Our children are coming 3 times from the States this summer, so we'll be here at least 3 more times. Yes. It's a top spot to visit. It is. It's a top spot for sure. So you guys, you don't realize, because you live here maybe, how incredibly gorgeous it is. So keep it up. It's very pretty. It's gorgeous. I feel like it's very environmental, and yeah. And what are the things that you are going to see here? We're going to see a bit of the castle and the sea here, and some of the cafes and the houses. I mean, on a day like today, it's really beautiful here. It's a very nice place to be in the sun, walking around the lake. So. And what are the things that you want to see around Bled? So since I have been here before, I tried Cremeschnitte already, so I got that off my list already before. So we were just thinking of rowing on the lake a little bit. So that was more what we are going to do here today. And how come coming back to Bled was such a nice choice? It is more also about with whom the company you're coming back with. So we are visiting a friend here in Slovenia, and this is our trip out towards Bled and then later up in the mountain today. So just spending a nice day with friends in beautiful weather outside on the lake. What's your first impression of Bled? So far we absolutely love it. We just came here to look at the castle and to eat this famous vanilla cake. So we're going to do that one. Slovenia is such a beautiful country, and Bled as well. It's absolutely beautiful. Have you perhaps noticed something that could be improved, that we could improve to make you guys feel better, to make the residents better? I think it's important to keep this smaller kind of country, not this mass tourism place that it could become, because it's so beautiful. I don't know how to do that, but keep it pristine and keep it small. Yeah, keep everything back as Slovenian way, at least for us. We've been all over the world in 80 countries, and I think that what we love here is that you have the genuine traditional food and everything that is as it used to be. Old farming, nice people and environmental friendly, so not everything else that you can find somewhere else. Med prvimi pomladnimi prireditvami na Blejskem gradu je tudi velikonočni lov na skrite pirhe, zabavna raziskovalna igrica za otroke. V Zavodu za kulturo Bled prireditev organizirajo že tradicionalno, v maju pa vas vabijo tudi na odprtje nove razstave v galeriji Stolp, na koncert Otroci na gradu in premierni nastop kulturnega društva igralske skupine Gašperja Lambergerja. Pirhi so nedvomno v ospredju, ko pride čas velikonočnih praznikov. Jajca naj bi predstavljala podobo rodovitnosti in novega življenja. Dan danes pa predstavljajo tudi druženje med in po pripravi, ko pirhi pridejo v roke otrok.
Na Blejskem gradu so pred velikonočno nedeljo v prazničnem duhu organizirali lov na velikonočne pirhe. Če ga boste najdeli, boste takoj vedeli, da je to ta prav. Am to tak jajc, kakor da tudi nagrado. Ta nagrada se pa dobi samo s tistim jajcem, ga najdete v naši viteški dvorani. Prav težko smo čakali tole našo veliko noč, da smo tele jajca v farbo spravili, pa da so tako nastrašansko lepe. Pa kakšne nalepke damo gor, pa v čebulo jih namakamo, v teran, tako da imamo tako lepe barve, kak bi vedeli. Tukaj iščemo pirhe in vsak najde en pirh in ko ga najde, ga nese tja in dobi eno nagrado. Na gradu so skrili kar 150 lesenih velikonočnih jajc, otroci pa so v zameno za pirh v viteški dvorani dobili čudovite nagrade. Nismo si drznili dati jajca v muzej, pa v viteško dvorano, kjer se nagrade talajo in vsak otrok, ki najde lesen jajc, za to igro dobi zelo lepo nagrado. Kje si pa najdu svoj pirh? Pri stricu, ki vin prodaja, tam pri enem sodu od spodaj. Otrokom pa so pomagali tudi starši. Danes je prav poseben dan na Blejskem gradu in smo z veseljem se že več let udeležujemo tele igre, iščemo pirhe. Otroci so navdušeni nad tem, tako da prihajamo že leta poiskati vseh svojega. Zabava pa se ni zaključila po končanem lovu. Nagrade so otroci dobili lahko tudi pri drugih velikonočnih igrah, ki so se odvijale na gradu. Drugače bomo pa vse prištimen. Tlele desno od mene jih takalamo in tisto, kar zadane sotekmovalca, dobi čokoladnega zajčka. Tamle naprej od nas pa fucamo. Se pravi, imamo kovance, ki sekamo jajca. Kovance v jajca mečemo in tam tudi nagrada. Sicer ne zajc, ampak je pa kar čokolada, ta prava. A si se šel tudi kakšno igrico, ki se jo danes tukaj na gradu grejo? Ja, obe sem šel. Da vržem kovanec in da udarim pirh. Katera ti je bila pa bolj všeč? Tista, ki tale je malo težja. Kakšno nagrado sta pa dobile? Tole. Jaz sem dobila flomastre, pa to risalan list, Ela je pa dobila za tole, kako se že reče, za kalamare. Velikonočni prazniki pa pomenijo tudi pričetek turistične sezone na Bledu. Začeli smo jo kar živahno, mar ne? To je bil zadnji prispevek v naši tokratni oddaji o turizmu Bled na dlani. Ostanite blejski do naše prihodnje oddaje.